Na razstavi predstavljajo slovenske umetnice in umetnike, ki so med obema vojnama študirali v Zagrebu. Teh je bilo kar 95. Gre za velika imena, kot so denimo Gabriel Stupica, Zoran Mušič, Bara Remec, France Mihelič, Jože Gorjup, Zoran Didek in drugi. Te umetniki so v tem obdobju bili relativno mladi, nekateri proti koncu 30 pa že zelo pomembni in oblikovani umetniki. Recimo Maksim Sedej je leta 1940 že razstavljal skupaj s svojim nekdanjim profesorjem Marinom Tartarjem na Beneškem bienalu, kar smo tudi predstavili na razstavi. Na razstavi so umetnike predstavili skupaj z njihovimi profesorji Meštrovićem, Babičem, Becićem, pa tudi s kolegi in z nekdanjimi sošolci. Namreč želeli smo nekako celostno predstaviti ta predvojna leta, to obdobje njihovega formiranja, oblikovanja, kjer se tudi so oblikovali slovensko umetnost v nekem likovnem slogu imenovanem barvni realizem. Po vojni pa so ti umetniki bili prvi profesori Slovenske likovne akademije, ustanovljene leta 1945, na čelu katere je bil ravno Božidar Jakac kot rektor, po katerem pa nosi tudi ta galerija imen. Umetniška dela slovenskih umetnikov predstavljajo skupaj z deli njihovih hrvaških kolegov. V nekoliko drugačni izvedbi je bila razstava spomladi na ogled v Nacionalnem muzeju moderne umetnosti v Zagrebu. Ta dijela, znači 48 umjetnina iz našeg muzeja, su zapravo u toj velikoj količini vjerovatno prvi put, ako ne prvi put, a onda u našoj nedavnoj povijesti prvi put prezentirana u Sloveniji. Tako da, mislim, ovdje u Kostanjevici se mogu vidjeti najznačajnija dijela grupe Trojce, grupe Zemlje i povezanih umjetnika. To je zapravo, mislim, jedan veliki privilegij za slovensku publiku. Na tej razstavi smo uspeli dobiti še nova dela, ki niso bila predstavljena v Zagrebu, zlasti iz številnih zasebnih zbirk, pa tudi iz javnih institucij, ki so nam prijazno posodila dela. Gre za razstavo, ki je bila kar v veliki meri pravzaprav že predstavljena v Zagrebu, v nekoliko drugačnem konceptu, ker smo seveda mi hoteli tam pokazati bolj naše avtorje in bolj neke ikonične slike, ki jih tokrat nismo uvrstili na razstavo slovenskih avtorjev in nekoliko manj hrvaških. Tukaj smo pa več res ikoničnih hrvaških avtorjev vključili, ker jih seveda slovenska javnost manj pozna kot hrvaška, in poskušali od slovenskih avtorjev poiskati več teh, ki so raritete, ki so mogoče prvič po vojni zopet razstavljene, ki so v privatnih zbirkah. Razstava bo na ogled do 13. februarja.